Kultura zaznamuje skupnost in z vsemi svojimi sestavinami tudi določa prepoznavnost njene identitete. V prvi vrsti je pomembna za notranji razvoj skupnosti, za razvijanje kulture medsebojnih odnosov, zaupanja in tiste življenjske kvalitete, ki je pogoj vsakega pozitivnega razvoja. Slovenska je prav posebna. Mi smo res neka posebnost, to je najbrž povezano, oziroma ne najbrž gotovo povezano z občutkom, mogoče podzavestnim, da moramo vse na tistem področju, na katerem smo po mojem prepričanju res dobri, nekako kompenzirati to, da seveda ne moremo sveta osvojiti ali z industrijsko proizvodnjo ali, kot radi rečemo, z vojaško silo, s politično močjo. In zaradi tega smo, če gledamo primerjalno, neprimerno bolj plodoviti na področju umetnosti. Slovenski umetnostni opus je obsežen in v zadnjih desetletjih dosega velike uspehe tudi v mednarodnem prostoru. Če pomislimo tudi na likovno umetnost, uveljavljanje naših umetnikov v mednarodnem prostoru, od Irvinov, vrste kiparjev in tako naprej, do seveda že nekoliko starejših, recimo Mušiča in še prej kakšnega Černigoja in tako dalje. Tako kot vse je tudi umetnost danes na žalost odvisna od obsega sredstev. Mi seveda gledamo tako, da bi potrebovali ne samo na ministrstvu, ampak kultura veliko več sredstev, kot jih pač trenutno država lahko nameni za kulturo. Vendar je najbrž realnost pač taka, glede na vse, kar se v svetu, ne samo pri nas dogaja, da je težko pričakovati, da bi prišlo do kakšnih takih skokovitih rasti sredstev za kulturo, kar zadeva sam državni proračun. Res pa je, da pri nas vse zaenkrat še ne znamo aktivirati, če lahko tako rečem, tudi potencialnih drugih virov, ki jih v drugih okoljih znajo. In če se bomo to naučili, in upam, da bomo vsaj v nekaj letih uspeli to doseči, potem bo vendarle položaj lahko tudi nekoliko boljši.